razstave so vedno dveh vrst. Ene so razstave, ki se dotikajo nekega preteklega časa, čas, ki je za nami, čas, ki je odšel, so pa razstave o preteklem času, ki se pa dotikajo sodobnega časa, ki pravzaprav provocirajo pogled na današnje. In ta razstava ima seveda svoj zgodovinski pomen, ampak pravo vrednost, presežno vrednost pa da pravzaprav ta stik z sedanjostjo, ki je preveč podobna nekemu drugemu času. Postavljanje žic, nenaravno ločevanje ljudi, to je seveda nekaj, kar videvamo zdaj, kar nismo videvali v času hladne vojne, ko so se delali pregrade med sistemi in tako naprej. Slovenija in Jugoslavija tega ni poznala, sedaj v demokratični združeni Evropi pravzaprav doživljamo postavljanje ograd. Seveda, tu je treba biti potem dosleden. Če te moti, da drugi postavljajo ograje proti tebi, potem te mora tudi motiti, da ti postavljaš ograje proti drugim. Navsezadnje niso Italijani in Avstrijci prvi začeli meje pregrajevati, zagrajevati, govorimo o zdajšnjem času, ampak smo mi nepli proti južni hrvaški meji. In seveda, kako rekel, ideja, da naj se, ki jo je pred kratkim Salvini izrekel, da naj se ogradi sodna meja proti Sloveniji, je pravzaprav neaktualna, ker je naš poslanec Grims nekaj mesecev prej rekel, da moramo mi narediti panelno ograjo proti Italiji, ker se mu je takrat zdelo, da z Italije prihajajo begunci k nam. Ampak to, kako rekel, ideje pregrajevanja so toliko stare, kot so stare avtoritarne ideje med ljudmi v družbi. In seveda vsaka vojna je to pripeljala, ampak časi so pregrajevali ljudi, narode v času vojne. Po drugi svetovni vojni je prišlo do nove situacije, ko so začeli v miru delati ograje. Jugoslavija kot Slovenija je bila, kot smo rekli, je bila nekako izvzeta, ampak zdaj pa pravzaprav sredi mira, sredi mirne, bogate, zadovoljne Evrope delamo ograje. In ta razstava pravzaprav morda je opomin, da časi, za katere se mi je zdelo, da so že zdavnaj mimo, pravzaprav se lahko zelo hitro ponovijo.